vsem skupaj. Jaz bi sam par stvari, tako mi je šlo. Prvič sem delal tako nek študijski krožek, kakor je bil tale. Nisem poznal te oblike učenja prej, ker sem drugače precej volk sem otar v smislu v poznih večernih urah, YouTube tutoriali in podobne stvari. In se da dosti stvari naučiti, je pa res, da dolgo traja. Ne? Tako da sem tokrat na tvojo pobudo pristopil k taki obliki učenja. V bistvu na prvi srečanju še niti nisem vedel, da je to taka oblika učenja. Bolj sem mislil, da bo pač vsaki čen predavatelj in nam bo nekaj prenesel. No? Tokrat pa me je res to pozitivno presenetilo, da smo v bistvu bili vsi v šoli. Sem pa kaj bil kakšen gost, ampak vsi smo se učili. Tako da je to že iz tega vidika bi priporočal. Potem iz tega socialnega vidika še bi rekel, da smo se tudi med sabo spoznali, tisti, ki imamo podoben izziv. In mislim, da ko bomo v kakšnih zagatah, pač imaš že avtomatsko eno ekipico ljudi, na katero se lahko obrneš. V tem smislu. Drugo, zdaj jaz malo spuščam stvari, ki so jih že drugi povedali pred mano. Mislim pa, da je bilo recimo tole, ko smo se vsi skupaj učili. Ne? A veš, tisti, ki se učiš nov program, en software, težek za dojet, recimo, in potem imaš ene stvari, ki so ti cool, pa ki ti laufajo in enostavno se jih hitro naučiš, jih povadiš, jih delaš, je pa vedno tam eno orodje, ki pa ful ni v redu. Ne? In se nočeš ubadati z njim, ki te zafrkava, ki ne dela tako, kot mora delati, ki bi se mu ognil. No, in tukaj je bilo glih to idealno, ker smo bili z vseh vetrov nabrani skupaj in enemu je ena stvar bolj ležala, enemu je druga stvar bolj ležala. Hitro smo si razdelili vsake eno področje, tako da smo v bistvu zajeli, meni se zdi kar celosten pogled na podcast. Tako da bi pohvalil to izkušnjo, zelo mi je bilo všeč, ker tako smo lahko stopili vse skupaj. To, kar bi še rekel, je, da jaz sem dobil med podcastanjem v bistvu izkušnje tudi življenja poskusnega zajčka. Oziroma kar zajca, bomo rekli. Tako da v bistvu me je Matej izval zato, da bo imel pač en podcast za vajo. In moram reči, da sva lahko tudi s to izkušnjo oba malo pridobila. Jaz sem recimo videl, da sem na čisto vsako vprašanje, ampak res čisto vsako, ko sem šel včeraj še enkrat poslušati, začel z besedo ja. Kar pač zdaj vem, da se pač ne odgovarja na vsako vprašanje z besedo ja. Ampak mogoče moram drugič razmišljati recimo v drugo smer. Tako da, če boste snemali kakšne pogovore, mogoče jih probite prej posnet za foro, se pol Matej to vseeno objavi, mogoče boste tudi vi, ampak dober je takole slišati se, no. Če ne drugega že kot voditelj, če si pa tisti, ki odgovarja ali pa sodeluje v pogovoru, pa sploh, ne. Potem druga stvar, ki se mi je še recimo, ki mi je ostala takole blizu, pa je, da ne vem, dostikrat sem bil ali na televiziji ali na radiju in tista oddaja gre mimo, Videlijo je ljudi, kakor je videl, ne vem, pogovorne oddaje, vse nekaj se prevrtava nazaj, prav veliko ne. Tako da v bistvu, ne vem, lahko 10krat gostuješ, pa gre mimo. Enostavno se je zgodilo, tiste pol ure je mimo, čau, ne. Tale podcast pa ostane na YouTubeu, ostane sem pa kaj, Google tega sem pa kaj najde, se najde med shareom na socialnih omrežjih in tako naprej. In je vedno gor, če kdo išče po teh ključnih besedah in v bistvu ogledi oziroma osluhi ves čas rastejo, ne. Se mi zdi to tudi en tak zanimiv pojav, ker prej nisem tako gledal nanj. Vem, pač se imam tudi sam na YouTubeu, ne vem, čez 300 videov, ampak nisem nikoli tako gledal na to, ker tudi pri teh videih pa to, ne vem, si folk pogleda pa gre naprej. Tole mi je bilo pa zelo zanimivo zdajle, pa sodobno je, ljudje to res čez dalje več poslušajo, tako da za vse tiste, ki se zdajle spravljate podcastati, jaz še nisem zbral dovolj energije za to, zaradi tega, ker bi res rad pripravil serijo, ne vem, 5-6 oddaj saj, ali pa celo do 10, da bi začel ven dajati.
ker me tempo življenja prehitro prehiti in se bojim, da bi potem vse skupaj zamrlo. Tako da sem zelo vesel, da so moji součenjaki že štartali. Jaz še bom, ampak skratka mislim, da je bila fantastična izkušnja in da je to sodoben medij, ki se ga zdaj splača zagrabiti. Tako da hvala vsem, s katerimi sem se lahko učil in hvala Mateju za priložnost.